Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic. Res da tribune praktično povsem samevajo, toda po drugi strani pred nami je tekma prve lige Telemach in v slovenskem elitnem nogometnem prvenstvu da smo se že navadili, vsak dvoboj je res izjemno pomemben. Potem pa Breznik pred Gidadom, še enkrat Tučić do žoge, zdaj je Stanković. Jakoslav Stanković, blokiral je tale njegov poizkus Mozes, nadaljuje se napad za pravo priložnost za Jovana, pa zdaj je Španring, zgrešil je Mark Španring, ko so bila vrata praktično prazna, ampak tudi dvignjena zastavica. Breznik nazaj do Mozesa, Malenšek, prednost zdaj pušča Matoša, čeprav je bil, no tole je zdaj priložnost za Štormana, Štorman v prečko Štorman! Rok Štorman je imel zdaj krasno priložnost za Radomljane. Orbanič, potem pa Pečar proti Stankoviću, Stanković in brani Velič. Obramba Veliča, odbita žoga ponovno do Stankovića, no na to pa odlično Gnjatić in tole je seveda prekršek Stankovića. Štraus, priložnost in vratnica zdaj tudi na drugi strani. Še nevarno in mimo vrat Gašper Trdin. Ja, to ne bi bila zdaj seveda za goste prava tragedija, če bi gol dobili takole v zadnjih sekundah. In ni veliko manjkalo, Celan je imel priložnost, Mozes Barnabas pa je posredoval pred golovo črto in še en kot za Bravo. Gaber Dobrovoljc, točka proti Bravu, ohranili ste tudi nedotaknjeno mrežo, kako ste zadovoljni z razpletom? Ja, šli smo na zmago, vedeli smo, da nam veliko prinaša ta zmaga. Žal se ni šlo, je pozitivno definitivno to, da nismo prejeli gola. Lahko bi se v eno ali pa v drugo smer razpletel ta rezultat, tako da vseeno moramo biti zadovoljni s točko in gremo zdaj v zadnjo tekmo. Nasprotniku niste dopustili prav veliko priložnosti, ste pa zelo trpeli povsem na koncu obračuna, ko je Barnabas z golove črte nekako odbil žogo. Kako se mu boste zahvalili, kaj mu boste dejali? Ja, vsak dela svoj posel in Barnabas je takrat zadnjo minuto super posredoval. Res smo vsi se borili maksimalno, tako da vse čestitke za borbo. Predstava, lahko bi mogoče malo bolj navarni bili v napadu, ampak na koncu gremo pozitivne stvari vzeti in gremo zdaj v nedeljo na zmago. Še napoved tekma s Primorjem v primeru, da, tako kot ste dejali, pridete do zmage, boste povsem ujeli stik z Ajdovci, se približali konec koncev tudi 6. mestu. Ja, poznamo Primorje, zdaj jim je kar stekal. Tako da se že veselim te tekme, igramo doma, tako da želimo zaključiti na pozitiven način. Hvala. Aleš Arnold, danes točka proti Radomljani. Obe ekipi sta bili z taktičnega vidika zelo organizirani. Kaj je morda zmanjkalo za kakšen gol danes? V bistvu nasprotnik je na začetku zelo jasno pokazal svojo taktiko, kjer je v bistvu v začetku v pripravi napada poskušal z dolgimi žogami na 4 igralce na naši zadnji liniji. Mi smo se odločili, da v bistvu zaradi njihovega plana ne bomo igrali z pritiskom tako visoko, ker bi na ta način preveliko število igralcev dobili na njihovo polovico in izvali vsakič brez težav nasprotniku podarili igro 4 proti 4 v zadnji liniji, tako da smo v bistvu nasprotnike čakali malo niže na igrišču. Posledično se igra ni razvila do te mere, ker so vedno po teh dolgih žogah se napadi zaključovali. Se ni razvila v prvem polčasu do te mere, kot smo želeli. V drugem polčasu smo prevzeli pa v bistvu nekaj več rizika, to veliko boljše reševali in kvalitetno izvedli tudi pritisk, dobili kar nekaj drugih žog. Bili sicer bistveno bolj nerazpoloženi kot v Domžalah v teh polproti napadih in tudi v igri, ampak po mojem občutku direktno po tekmi ustvarili povsem dovolj, predvsem tukaj na koncu, ko nam igralci iz golove
črte izbil žogo v bistvu dovolj za tisti en zadetek. Moram pa igralce pohvaliti, ker tako kot sem rekel, izredno naporna sezona je za nami. In držati koncentracijo z manjšim številom igralcev, ki so že globoko utrujeni, da v bistvu ne pustiš nasprotniku preveč, pa poskušaš zadeti zmagovit zadetek. Recimo ta zrelost, ta kontrola, ki smo jo pa danes obdržali, zato jim pa čestitam. Ja, osredotočenost ste res držali, ste pa danes nekako zamudili skok na drugo mesto. Koliko obžalovanja zaradi tega? Dolga je sezona. Sigurno, tako kot sem rekel, nam bi tudi ta moment to nekaj pomenilo, ker gre za 17 krogov, ampak če pa pogledamo čisto racionalno, realno, kar jaz moram, ker je to moja služba, smo pa tu, smo pa tukaj blizu, sezona je izredno dolga. Predvsem po tistih 3 porazih je to že 5. tekma, ko smo neporaženi, 3 zmage in remi v prvenstvu, pa zmaga v pokalu, in zato igralcem čestitam, ker ravno na ta srednji, na dolgi rok je potrebno kazati v bistvu solidne predstave, kjer se v bistvu zbira točke in to jim uspeva, tako da jim čestitam. Konec tedna vas čaka mestni derbi, obračun z Olimpijo. Kaj morda nadgraditi do tega dne? Ja, Olimpija bo verjetno igrala z drugačno taktiko, tako kot sem rekel, tukaj ni bil toliko problem za nas nekaj nadgraditi, kot je bil problem, da je nasprotnik res ni želel prevzeti rizika, kar spoštujemo in je povsem legitimno. Tako da v bistvu tekma bo povsem drugačna, pri nas je najbolj ključno, da v teh naslednjih 2 dneh pridobimo čim več energije nazaj in odigramo še zadnjo tekmo na čim višjem nivoju. Matej Orbanič, točka proti Radomljam, vi ste ohranili nedotaknjeno mrežo, ampak verjetno vas v naslednjih urah čaka še kaj lepšega, kot je to, da pridete do tako imenovanega klinčita. Ja, v naslednjih urah ali dneh bom postal oče, tako da tudi to me veseli, ampak tudi čista mreža me veseli. Pa še tekma, iztržili ste torej točko, na nek način zamudili možnost, da bi skočili na drugo mesto. Koliko obžalovanja zaradi tega? Pa seveda, da obstaja žal za 3 pike, zato ker smo imeli dovolj priložnosti, da zmagamo tekmo z minimalnim golom, ampak ne smemo tega vzeti kao nekaj slabega, ker tudi pika naš drži žive tle v vrhu, še zmeri smo tle, smetamo pod narekovajih velikim ekipama in upam, da nadaljujemo tako serijo naprej. Darjan Slavic, točka proti Bravu, morda bi lahko prišli tudi do 3 točk, ampak verjetno ste zelo zadovoljni že s tem, da ste prekinili niz 3 porazov v prvenstvu. Tako je, zadovoljni s tem. Ja, mislim, da bi lahko šlo na obe strani. Točka mislim, da zaslužena, pregarana. Nič, zdaj pa gremo v nedeljo, še da vzamemo 3. Ostali ste sicer brez možnosti, da bi ta jesenski del prvenstva končali na 6. mestu, ampak če bi ugnali Ajdovce, bi se približali Muri in Primorju. S kakšnim načrtom torej v obračun konec tedna? Ja, potiho smo si malo tudi to planirali, iskreno. Ampak vseeno, mi gledamo na sebe, še vedno je primarni cilj obstanek v ligi, razvoj igralcev. In ja, Primorje smo že letos premagali, želimo še enkrat in potem ja, tudi na pauzo iti z zmago je najslajše. Glede na to, kaj je vaš osnovni cilj, torej pa lahko verjetno rečemo, da ste zelo zadovoljni po polovici sezone. Ja, vemo, klub se je pogumno odločil za nekatere stvari, tudi s temi mladimi igralci. Mislim, da smo nekaj pokazali, še zdaleč ni zgodba končana, še kar nekaj trdega dela nas čaka, ampak če potrdimo to v nedeljo, bomo zadovoljni.